Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Golobja vlada Roberta Goloba je vsak dan manjša, kot je tudi manj svobode. Vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Kar šel je. Poglejte. Če drži, da premier pričakuje odstop predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, potem me zanima še komentar na zaslišanje Tatjane Bobnar in pa če morda pričakuje, da bo uprava Darsa razrešila Valentina Pavlovića. Torej, vprašanje glede povprečnin. Lepo se imejte. Minister, boste odgovorili? Jaz bi raje 800 vzel, pa ne vem zakaj, da taki so ne. Ko politiki začnejo zapuščati lastne tiskovke, ki so jih sami sklicali v svojih prostorih, potem veš, da se jim je bodisi A dokončno odpeljalo ali B je konec blizu. Stavite lahko na kar želite, ampak če stavite na B, se bojimo, da boste na dobitek čakali še skoraj 3 leta. Sedaj pa se lotimo 31. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Golobji teater absurda, psihoanaliza Golobje jate. Golobja jata premierja Goloba je vse bolj na tleh, krila so polomljena, perje pa frči na vse strani. Kakšna je psihopatologija vladajočih, nam bo povedal naš stalni komentator, psihoanalitik in dvojni magister Roman Vodeb. Roman, dobrodošel v Faktorju. Prisrčen pozdrav. Roman, za psihoanalitika, kot si ti, so zdaj verjetno dnevi največje sreče, ker toliko štofa, kot ti zdaj namenjajo ga vladajoči, pa verjetno že lep čas nisi bil deležen. Ja, sam te vladajoči so se zapodili v policijo, ko svinja v buče. Želeč nadzorovanja teh inštanc, ki preganjajo kurje tatove ali pa domnevno sovražno govoreče. Jaz imam slabe izkušnje s policijo, tudi z Akosom, tako da ne upam biti čist brez dlake na jeziku, ker imamo totalitarni režim, ki preganja drugače misleče, čeprav smo videli, da ravno v Frankfurtu so se sklicevali na svobodo govora, ko so branili Žižka. Jaz tukaj v Sloveniji pa ne smem razvijati teoretsko misel, ki je legitimna, zato ker se me preganja. Nazadnje s policijo, Bog ve, kako bo zdaj, mogoče s kakšnim tožilstvom. Policija je ubogljiva, ker ima svoje kadre. Če bi bila Tatjana Bobnar ministrica, pa Lindav generalni direktor, po mojem mene ne bi preganjali s policijo. Tako je to. Ja, to imaš verjetno prav, ampak moramo delati v razmerah, kakršne so, čeprav si želimo boljših. Roman, zdaj, ko je predsednik vlade to poletje ali pa jeseni dvakrat, smo ga videli na Berglah, si je poškodoval nogo, si ti opozoril, da to ni naključje in da sledijo še kakšne druge poškodbe. Kaj si takrat mislil? Lej, jaz sem tako rekoč magistriral prvič iz bega v bolečino. V povezavi s športnimi poškodbami in sicer v Zagrebu, ampak potem zaradi osamosvojitve sem mogel ponoviti magisterij na psihologiji, torej psihoanaliza motivacije, pri nam v Ljubljani, ampak vseeno vem, da poškodbe take vrste nastanejo načeloma v glavi kot plod samokaznovanja. Lahko pride tudi do kakšnih kroničnih obolenj, recimo kolka ali pa kolenov, ker človek ali gre na kolena, klecne, ali hodi po napačni poti življenjski, lahko se pa kaznuje in si zvije nogo, zlomi nogo, nezavedno motivirano, ker nezavedno ve, da hodi po napačni poti. Ali se pa kaznuje za grehe, ker jih ima, se pravi, kriv sem, rabim samo še poškodbo. In to na tistem delu telesa, ki je povezan, simbolno povezan z recimo hojo v svetlo prihodnost. Ta pa šepa. Mislim, je šepal, tako da tukaj mi je dalo misliti, da sam sebi svetuje skozi telo, skozi poškodbo, da hodi, koraka po napačni poti.
Toliko mogoče. Roman, ti si začel s policijo, pa ker je ta teden pričala bivša notranja ministrica pred parlamentarno komisijo, predlagam, da si zdaj pogledamo en video prispevek, en kolaž izjav predsednika vlade, ki jih je dajal v studio komercialne televizije in kako ga je notranja ministrica glede teh izjav zdaj dokončno, da rečeva tako, tudi uradno postavila na laž. Poglejmo. Talo, ki mu ne bom delal reklame, visela slika mojega mladoletnega otroka. V tistem trenutku sem vedel, da moram narediti vse, da bom zaščitil svojo družino. Da je bil povod za to fotografija premierja in njegovega mladoletnega otroka v Bruslju 23. in 24. junija, ker je pač nekdo poslal fotografijo medijem. To ne drži, odločitev za to je bila sprejeta že maja. V tistem trenutku sem vedel, da moram narediti vse. Na katerem je izpostavil torej problematiko v zvezi s poslanskim vprašanjem gospoda Žana Mahniča, ki ga je predsednik vlade dobil 21.11. in se je nanašalo na njegovo varovanje. On je bil prepričan, da sva torej to poslansko vprašanje lansirala gospodu Žanu Mahniču s gospodom Lindavom in mi je takrat rekel, da je sedaj stvar med njim, med Lindavom in med menoj prišla na osebni nivo, da je to sedaj stvar osebne eksistence, varnosti in da bo on za svojo družino naredil vse, da jo zaščiti. Moram reči, da sem bila zelo presenečena, ker nisem pravzaprav sploh vedela, o čem on meni to pripoveduje, kdo naj bi njega ogrožal. In tega mi nihče, tudi vi ne more preprečiti. Moje varovanje in varovanje moje družine je nekaj, kar je zame svetinja. Mislim, to je tako, kot da si poročen, ampak tvoja prioriteta je pa Tina Gaber. To pač ne gre. Ne? Če je zdaj ona prioriteta, potem je ono treba pač deprioritizirati tudi formalno. Ne? Evo, Roman, zdaj, če začneva pri nastopu Tatjane Bobnar v Državnem zboru, ti si pač terapeut, psihoanalitik, kako ti ocenjuješ njen nastop? No, svoj čas malo kritiziral Tatjano Bobnar, češ da kastrira policiste, tudi Alenka Ermenc. Mislim, zdaj bi se moral ugrizniti v jezik, ker tako suvereno, kot je pa tukaj nastopila, pa ne vem, če je kak moški, bi bil pripravljen pričati na tak način. Tudi Lindav je bil suveren, tako da ves aplauz bi jaz namenil teli Bobnarci, ki je razbobnala vso resnico o Golobu. Jaz sem 5 ur je vsega skupaj tegala, sem vse preposlušal in moram reči, da s cold readingom, vsem tistim znanjem, ki ga imam, moram reči, da tale ženska ni lagala. In zdaj to, da je Golob rekel, da laže, mislim, razen enega stavka, to on mora lagati, če ne odfrči takoj in je gotov. Ker tole od Tatjane Bobnar vse drži po mojem videnju. Zdaj, varnostna služba. Ko sem jaz slišal, da mu ne odgovarja policijska varnostna služba uradna, takoj, ko sem jaz to slišal, ker poznam Drnovškove zaplete okrog varovanja. Zdaj, Drnovšek je iz naših krajev in tudi to Ljubico je imel iz naših krajev iz Trbovlj, rekel, sestro mojega sošolca, dobro vem. In jaz sem se razgovoril okrog kadra, ki je bil okrog Drnovška, pa sem vprašal, kako je pa z varnostno službo tole shendlal. Je rekel, imel vse pod kontrolo. Varnostno službo je imel v mezincu in so ga ubogali. Zdaj grem pa posteljne radosti početi, pejte malo šetati. Tako je Drnovšek to delal. Zdaj šef ali pa v tistem krogu Drnovška je bil Miloš Milović. Ta zloglasnik, ki se je silil oziroma ga je Golob hotel imeti ob sebi. Zdaj jaz sem rekel, kjerkoli predsednik ima varnostno službo, jo mora imeti za to pod kontrolo, pa sebi lojalno, zato da opravlja te seksualne radosti, na skrivaj. Mislim, takrat se še sploh ni vedel, da tam obstaja neka Tina Gaber, ampak jaz sem takoj to povedal, mogoče celo v Faktorju ali pa tam na svojem nekem podcastu. V glavnem, problem varnostne službe nikakor ni varovanje družine, pa tiste fotke, ker to je pa povedal pa Lindav, ki je rekel, zdaj vsake 2 minuti imaš
z varnostne vidika je to absurdno. Fotko Roberta Goloba, kje je, kako je, kaj počne, ne. Vsake 2 minute Instagram, ne vem, ne tok Twitter, mislim, da Facebook, tam je skozi to objavljeno. To je rekel, absolutno ne sodi v paket varovanja Goloba. Golob si pa to privošči, oziroma očitno Tina Gaber, ki se to fotka, to z varnostnega vidika ni v redu in Lindav je to takoj izpostavil, ne. Tako da še vedno rečem, tisti zapleti okrog varnostne službe so sodili v funkcijo, po mojem videnju, ne me preganjati s policijo, zdaj pa sodstvom, zato da je prikrival afero s Tino Gaber. Zato je bilo to tako. Zdaj, če se jaz motim, ne mi zameriti, jaz napenjam možgane. Jaz bi rad tej družbeni skupnosti, tej Sloveniji povedal par stvari, ki jih folk mora vedeti, da bo razumel, odkje zdaj pa te zapleti znotraj Gibanja Svoboda, znotraj vlade, koalicije, pa znotraj države. Mislim, jaz te zadeve tako vidim, Bobnarca je pa svetla točka v celi tej zgodbi. Jaz sem rekel, če bi ona bila ministrica, mene Urška Klakočar Zupančič s policijo ne bi preganjala. Toliko mogoče za začetek. Ja, ampak vseeno, zdaj, Roman, če pa pogledamo z drugega vidika, se pravi, Tatjana Bobnar zdaj razlaga, kaj se je na 4 oči pogovarjala s predsednikom vlade, vemo, ta hip je svetovalka predsednice republike, če si bosta oni dve kdaj, žali Bog, prišle na vzkriž, lahko pričakujemo, da bo Bobnarjeva spet prišla v parlament, pa razlagala še, kaj se je na 4 oči pogovarjala z Natašo Pirc Musar. Ja, ta tvoj pomislek je legitim, zdaj, ampak v celi zgodbi mene zanima, kaj je dobro za Slovenijo v tem trenutku. Tale eksplozivna zmes med Tatjano Bobnar in predsednico države, Natašo Pirc Musar, je taka, ko bo zraven v tej zgodbi še Kučan in še nekaj stricev iz ozadja, bo Golob tako odletel, da se bo kar kadilo. Dejansko njena iskrenost je v tem trenutku koristila Sloveniji. In če ženska, in očitno je, bi rekel, resnicoljubna, če ima nek etični imperativ, če je tudi, bom rekel, revanšistična, če se maščuje Golobu z izpovedovanjem resnice in to mu je zagrozila. Ona mu je zagrozila, da bo vse povedala. Njegov odgovor je pa bil, a si želiš, da Janša nazaj pride, pa da grem jaz na ustavno sodišče, ustavna obtožba, impeachment. In Nataša Pirc Musar pač vzame v paket Bobnarco, kakšna je, in če je pametna, bo seveda malo pazila, kaj bo na 4 oči povedala, koliko resnice bo povedala. Ker tole je zastrašujoče, kaj vse si je upala, je bila iskrena povedati Tatjana Bobnar. Roman, tako vroče si začel, da si moramo vzeti krajši premor, ampak ne nama videti gledalke, gledalci se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kakšna je psihopatologija vladajočih. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš stalni komentator, psihoanalitik Roman Vode, pogovarjamo pa se o tem, kakšna je psihopatologija vladajočih. Roman, to dinamiko, ta odnos Tatjana Bobnar, Robert Golob si na nek način že pokomentiral, ampak še bolj je ta hip aktualna, pa tudi na nek način zanimiva dinamika predsednik vlade, se pravi dr. Robert Golob in pa predsednica državnega zbora magistra Urška Klakočar Zupančič. Pa me zdaj zanima, Roman, kako smo iz te leve fotografije ob izvolitvi Goloba za mandatarja, tega pač strastnega objema, da ne rečem še kaj hujšega, prišli na ta desno fotografijo, kjer pač Urška Klakočar Zupančič z nekimi solznimi očmi, pa kot v šoku opazuje predsednika vlade. Kako smo prišli iz tistega objema zdaj v to drugo situacijo? Alfa samci, ki pridejo v svet moči in oblasti tako paradno skozi medijski eter, uradna politika, to so mamljivi še pa še za te, bi rekel, starletske ženske, oziroma normalne ženske. Vsako normalno žensko rajca moški, ki ima moč in oblast, ker je nekoč kot oče bil pri deklici oče, tisti, ki ima vso to neko moč,
visok je, hudič lahko spoli, rep, prvi bok. In ženska, ko je deležna nekega alfa samca na tak način, je zadeta, tako rekoč. Ne? In potem tiste, ki so available, ne, na voljo, ki se čutijo dovolj konkurenčni, imajo samozavest in določene atribute v obliki, bujnega oprsja, seksualne predrznosti, te se silijo zraven. Ne? In zdaj te alfa samci so pa lahko tudi malo, bi rekel, nebogljeni, kar se tiče teh žensk. Ne? Vid velike joške skrb pade od lušnega, ne? Če se karikirano izrazi. Ne? In temu golobu pač se je dogajalo torej v družini, ker ima 3 otroke, eden od teh otrok je hendikepiran, to je težko imeti take otroke. Zdaj tista Janja Nemec, kaj je že žena, to je ranjena tudi. Ne? Na nek način se ta zakon po 20 letih skrha, želja je izmuzljiva in potem te napadalke vidijo, da je vse tam na voljo. Ne? In potem se nastavljavke, bi se jim dalo reči. Ne? In potem zapopade tega goloba kot vrhunskega alfa samca in tukaj je bila ne samo Tina Gaber tista, ki je to opazila, ampak kupica enih žensk in najbolj predrzne, take, ki bi rekel, hipomanične, ne, ko kar cveti in buhti od neke pohote ali pa feminilnosti, blondnosti, se mu bolj intenzivno nastavljajo. Ne. In zdaj ta objem Urške Klakočar Zupančič po mojem videnju bil tako strasten, ne, ni bil zadržan, da bi rekel, da je fejst jezilo, ko je ta Tina Gaber pa prišla v tistem Cankarjevem domu, kar bi rekel, javno zraven, ne, neko tiho upanje vseh teh svobodin, ali kaj so že, kako bi mi rekel, žensk je, da bi se recimo tale golob malo zaganjal v njih, z neko svojo pohoto. To so neki nezavedni prebliski oziroma določene ženske jih lahko ozaveščajo in potem pride pa tako do latentnega, ne, skritega, simbolnega babjega ravsa. Ne, se pravi, se spopadejo tiho, na prefinjen način med sabo in jaz po mojem videnju se Tina Gaber pa Urška Klakočar Zupančič ne morejo videti, kaj šele prebavljati ali pa tolerirati. Ne. Zdaj tam v ozadju smo videli neko fantinjo, ali kako ji naj rečem, neko novo podpredsednico Svobode, ki ne veš, ali je fantek ali je punčka. Ne. Tale Žibert, kako se že piše, ki je zamenjala Urško Klakočar Zupančič na podpredsedniškem mestu. Ne. Mislim, to v ozadju latentno gledano je toliko seksualnosti, ne, sicer malce sublimirane, prežete z agresivnostjo, zavistjo oziroma ljubosumjem, da to preko slej eksplodira oziroma se kaže skozi simptome. Ne. Simptomi so pa pač ali strastni objemi, ali objokani pogledi, ali pa jezni pogledi na na dogajanje, ki se dogaja pred njenimi očmi. Ne. Pa pride do racionalizacij, ne. Pa lahko reče, kot sem danes prebral, da stranka razpada zaradi Tine Gaber. Zdaj ne vem, če je to res, je rekla Urška Klakočar Zupančič. Ne. Po drugi strani bi Tina Gaber pa v objemu iste neke nezavedne ljubosumnosti lahko rekla, Urška Klakočar Zupančič, ne, dragi moj Robert, ti bo sesula stranko. Ne, stranka bo implodirala zaradi nje. In zdaj, če si normalen alfa samec, bo svojo tako rekoč priležnico ali pa partnerico ali pa ženo poslušal. Ne. Tako da zadeva je tako eksplozivna, ker je libidinalno konotirana, libidinalno nasičena in zdaj lahko čakamo, da se bo tale implozija stranke Gibanja Svoboda samo še nadaljevala. Zakaj je po tvoje, Roman, ravno zdaj Golob zahteval od Urške Klakočar Zupančič, da odstopi kot predsednica Državnega zbora? Vemo, da tega potem ni storila, je pa odstopila kot podpredsednica stranke. To je bil zdaj nek kompromis, neka začasna faza. Zdaj ta implozija se bo nadaljevala. Jaz mislim, da Urška Klakočar Zupančič ne bo končala na tem svojem elitnem mestu predsednice Državnega zbora. Jaz moram reči, da ni zdaj glavni vzrok, ker ni glasovala za razrešitev ministrice za kmetijstvo Šinkove. Ja. To je nekaj marginalnega. V ozadju ima toliko grehov. Ne nazadnje gre vsem na živce to, da dela neke solo akcije, tudi to, recimo, da se je name spravila s policijo, pa da je angažirala AKOS, da bi ukinil ta sporni faktor
eno leto, odkar je bil ta 784. faktor, ki ima zdaj nek prepis, da je to sovražni govor po mnenju Akosa. To Gibanju Svoboda ni ravno pisano na kožo. Ne? Oni so uradno svobodnjaki, se bi tudi borili za svobodo govora in Urška Klakočar Zupančič v objemu neke hipne agresivnosti, kar je značilno za določene tipe ljudi, ne? Ampak te tipi ljudi so bi včasih lahko imeli pa tudi diagnozo, ne? Ker tale Urška deluje zelo hipomanično. Ne? Za hipomanične ljudi, ki so skozi ekscitirani, ne? Ki se ne znajo skolirati, je pa značilno, da če nekaj ni po njihovem, ne? Njihova jeza eskalira v nebrzdan bes. In v tem besu lahko počnejo neumnosti. In ta Urška počne neumnosti, ne zna skrivati oziroma kontrolirati čustev in takoj so ji to že povedali, ne? Ona se ne da ukrotiti, ne? Zdaj, ko sem rekel krotenje, ne, bi lahko tudi kako metaforo uporabil, ne, sam te basenske metafore, s katerimi ti pol ure profiliranja prihraniš, ne moramo uporabljati, če nem spet jutri dobil policijo, češ da sem jo žalil, ne. Ja, jaz bi pa rad ljudem nekaj povedal, ne. Postopek, ki je bil sprožen proti tebi, Roman, je bil sprožen tudi proti poslancu Žanu Mahniču in on je uspel na sodišču, ne. Čeprav je očital predsednici državnega zbora, kaj že, da je paranoična ali nekaj tazga, se pravi. Če ni celo rekel, ker je bila več predaljna, da je šizofrena, ne. Ja, tako, šizofrenija je očital, to je hujše od tega, kar si je ti očital, ne. Bistveno hujše, ampak zdaj, jaz sem pa komentiral to njeno več predaljnost, ne. Predalj po psihoanalitičnem pojmovanju je simbol vagine, ne. Sorry, ker jaz to vem, jaz nisem zdaj, rekel, mizogin ali pa da sovražim ženske, ampak predalj je nek volumen, simbol vagine. Ona pa zdaj prav, da je več predaljna, ne? Kot da bi imela več lukenj v sebi. Ne? Mislim, to je latentno, simbolno, to nekaj nakazuje. In zdaj teoretski diskurs, ki pa to obelodanja, je psihoanalitični diskurs. In ne more se človeka preganjati, ker razvija teoretsko misel. Ne? To je po zakonu dovoljeno. Zdaj metafora, mislim, basenska metafora o tej podivjani kobili je smislu reči, da je, kako naj rečem, kot, pa nisem rekel slon med porcelanom, ker mislim, da je Robert Golob slon med porcelanom. Ne? V objemu revanšizma je tako kot Urška Klakočar Zupančič sta oba dva vkorakala v politiko z nebrzdanim revanšizmom, sadizmom in jezo. In strici na levi strani se morajo enkrat strezniti pa reči, takih ljudi, ki sta Robert Golob in Urška Klakočar Zupančič, tudi pod razno ne smemo več puščati v politiko. Jaz pa potem to povem, Urški servirajo v upanju, pazi zdaj, v upanju, da je bo to strezlo. Da je bo pamet srečala. Da je bo pamet srečala, poglej, kaj je povedal, da se umir, vsi vejo, da je bo bolj normalna. In kaj pa ona naredi? Ja, ona gre pa na policijo, ne? To so te solo akcije, te nepremišljene poteze, ki jih Robert Golob očita Urški Klakočar Zupančič, ki dejansko meče slabo luč na Gibanje Svoboda. Ja. In potem pa pride to glasovanje, ona ne glasuje tako, kot je treba, ne kot glasovalni stroj za tisto, kar Gibanje Svoboda predlaga, in Golobu ne pika na i ali pa kaplja čez rob, se mu trga, ne, potem pa pravi, ne, to pa to, nisi bila lojalna, pa ne, v resnici pa v zadju cela ledena gora grehov, ki se jih Urška sploh ne zaveda. Mislim, strokovni sodelavci oziroma ti sufleri z eno Vesno Vukovič na čelu, to pa vse vejo, imajo pod kontrolo, ampak se ne upa reči, ker skipi v objemu svoje te hipomanične koleričnosti. A je, kako na njun ta odnos Goloba in Klakočar Zupančičeve vpliva dejstvo, da sta oba v postopku ločitve, zdaj Golob bi jo naj že zaključil, ona nam je pa zdaj pred kratkim na nek način uradno, ne, v intervjuju sporočila, da se tudi sama ločuje. Kako na ta njun odnos vpliva to, da sta praktično hkrati oba se ločujeta? No, meni kot nekomu, ki se ukvarja tudi z ločitvami, ne, meni deluje, da sta oba dva nezrela, ne. Mi smo skupaj zaradi otrok. Oba dva imata vsak na svoj način hendikepirana, enega od sinov, en je epileptik od teh dvojčkov, recimo od Urške, on je pa avtist, ali kaj že. Se pravi otrok s posebnimi potrebami. Ja. In ne morata zdaj to, še to breme, mislim, še to, ta udarec zadati svojim otrokom, da se loči od partnerja, partnerice, ne. To
Zdaj ne bom rekel, ker včasih so ločitve neizbežne. Ne? Ampak načeloma pa zobe stiskamo. Zdaj jaz bom rekel, Robert Golob jih je dolgo stiskal. Jaz ne poznam zdaj vloge te Janje Nemec Golob, ne? Kako se tam dogaja. Jaz vem, da včasih se ne da preživeti drugače, kot da se ločiš. Ampak mislim, to, kar je potem delal, na način, kako je pa Tino Gaber upeljal Golob, to je sporno. In tudi način, kako se Urška Klakočar Zupančič obnaša v teh libidinalnih kontekstih, ko toliko te rdeče barve, nekih dekoltejev, tatujev, piercingov, štiklov ne nazadnje, razporkov, ne, ko se izpostavlja javnosti, to je premalo aseksualnosti. In zdaj to, če jaz to profiliram, to vidim ogromno stvari, ki jih ne bom povedal, ker premalo časa. Zdaj metafor pa tudi ne upam uporabljati, ne, ker se pol zaplete, naj še kdo drug, ne, naj psihiatri se tam malo angažirajo, pa kaj povedo. Mislim, kaj bom se jaz, ne, pa sem pa sam proti vsem. Ampak, sem rekel, ni v korelaciji, da ta dva to počneta, sta bila pa oba dva en drugemu na voljo. Urška zgleda, da je objemu tega pozitivnega transferja navalila, ne strastno na Goloba, Golob je pa tam že imel, bi rekel, svojo libidinalno terapevtko za dušo in telo, kot rečem, na gledališkem odru, ko govorimo o razočarani gospodinji pri seksologu. Roman, zakaj je Golob nagnal iz stranke Mojco Pašek Šetinc, poslanko, in pa Roberta Pavšiča, ne? To sta bila dva človeka iz tega ožjega kroga Urške Klakočar Zupančič. No, Robert Pavšič, tega poznam iz časov, ko je tam, bi rekel, agitiral ali pa se strastno boril za Šarca, LMŠ. Ja. To je izredno nekultiviran, koleričen, nek, kako bi rekel, prisklednik, ki se je tudi usosil zdaj tle v Gibanje Svoboda, čeprav ni izvoljen kot poslanec. Zdaj Urška, kaj je tale Mojca Pašek Šetinc, tam pa nek pedigre, ne? Tam je nek Mile Šetinc, tam so Kučanov klanje v ozadju, ne? To si veliko upa. Jaz ne vem, kakšen greh ima, kaj so njej očitali, ampak to je igranje z ognjem. Da naj bi nosila informacije iz stranke novinarjem. Ja, to je mogoče bila antipatična Vesni Vuković in je mogoče insinuirala, ker Mojca Pašek Šetinc je rekla, da to ni res, ne. Zdaj, težko je špekulirati, ampak vem pa, da zna biti, kljub temu, da je zelo blondna, pa zgleda feminilno, kar popadljiva, ne. Vemo, kaj je z Janšo delala, na kak način se je borila s tožbami in pa tako naprej. Tako da ne upam si reči, kaj je v ozadju, zagotovo pa bom rekel, da si precej upa, ne bom rekel, da ima jajca, ker je blond, ne, ima neko ozadje, nekih stricev, verjetno ima tudi somišljenike in tista njena drža oziroma njen pogled, videnje Roberta Goloba je verjetno zelo korektno, ne? Verjetno pa nima tako pozitivnega mnenja, kot bi si Golob želel, mogoče zato morala oditi. Mogoče je stegnila jezik, kaj več pa ne morem reči, ker informacije dejansko, vsaj meni ne precrljajo na tak način, da bi si upal, ne vem, reči v smislu, če je pa tole rekla, potem pa sledi tole, ne. Jaz znam sklepati, ampak nimam toliko informacij, recimo, da bi tole govoril, ampak če sem pa poslušal pa Bobnarco, ne, zdaj ne vem, ali je bila Tina Heferle, ne, ampak ena od teh žensk blizu njenega kabineta, ne vem, kaj je rekla, zelo slabšalno o Golobu, čez, da je, ne vem, Golob je prasec, ne, zdaj citiram Bobnarco, ne, in to tisti, ki delajo z Golobom, znajo intuitivno, kljub temu, da nimajo nekega psihoanalitičnega znanja, intuitivno znajo brati te simptome in vedo, kdo ima moralno razsodnost razvito, pa kdo jo nima. Jaz absolutno, recimo, vidim, da Golob nima razvite moralne razsodnosti, pa ne zato, se je ločil pa naredil s Tino Gaber, to, ker torej, jo peljal malo na nespodoben način, nepremišljeno, ampak številne njegove dikcije, tudi te, ki jih je izdala Tatjana Bobnar, ko je rekla, da vrže človeka čez ramo, da ga ne pogleda, da ga pomnoži, ne vem, z ničlo, jaz bi tako rekel, ne, če se mu zameri, ne, to je nezrelo. Kaj pa te njegove laži, Roman? Kako? Te njegove številne laži, ki vidimo praktično, da mu nič več ni moč verjeti na besedo, ne? Lej, Golobu ni mogoče verjeti na besedo, ker
suvereno je Tatjana Bobnar izpovedala veliko tega, kar da mi je roko ognja, da drži. On je pa temu vsemu oporekal in to, jaz bi rekel, ne z neresnico, ampak z lažjo. Laž je edino strateško sredstvo, preko katere on lahko v tem trenutku preživi. Če on ne bo lagal, ga čaka ustavna obsodba oziroma impeachment, on odletil, gotov je. Brez laži on ne more splezati na zeleno vejo, sam sebe ne more rehabilitirati. Zato je strategija preživetja zanikanje. Eklatantnih resnic, ki niso njemu škodo. On misli, da dela Sloveniji uslugo, če se popadljivo spopada z nekimi domnevnimi janšisti. On obide na ta način vsa pravila demokracije. Normalne demokracije, demokratične države, ustavne ureditve, on to obide, ker misli, da je monarh. On ima, bi rekel, oblast mu je stopila ne v glavo, v gene. On ima oblast v genih. Vse je bil tudi direktor GEN-I-ja, preskočil razred. On misli, da je poglavar sveta, da ga oboga še Bog. Ampak na tej točki, Lindav je rekel, za mene Golob ni božanstvo. Jaz sem policist, se držim načel policije in v tej točki je Lindav imel zopet prav. Golob pa misli, da je nad vsem, zdaj si bom pa pokoril še policijo. On ne ve, da se to ne dela, da tega ne sme narediti in Bobnarca je rekla, vrata policije so politiki zaprta, policija je avtonomna. Kapo dol pred Tatjano Bobnar, ki pa ima zdaj pa na svoji strani pa Natašo Pirc Musar, ki bo pa tegala Goloba po moje družno kastrirala. Oziroma, zakaj je Golob, to mi še pomaga razumeti, oziroma najnim gledalkam in gledalcem. Ko je delal vlado, je rekel, nujno potrebujemo 20 resorjev, drugi časi so in tako naprej. Šli smo na referendume zaradi teh 20 resorjev, dobil je podporo ljudi na referendumih, da naredi vlado z 20 resorji. Ni še menilo eno leto, kar zakon zahteva, da se v enem letu ne sme sprejeti odločitev, ki bi bila nasprotna volji volivcev. Zdaj ta isti Golob, po vseh informacijah, ki jih dobivamo, predlaga, da se vlada zmanjša iz 20 na 12 resorjev, za razlog pa navaja poplave. A to zdaj pomeni, da če bojo žali Bog, ne vem, poleti drugo leto požari, bo pa hotel imeti 16 ministrstv na mesto 12. Kako si zdaj razloži to, da v enem letu on prvo hoče iti 16 na 20, zdaj pa iz 20 na 12? On ima neke zaletave odločitve, od muke ne ve, kaj bi, velik ego ima, in ko si on nekaj nepremišljeno zmisli, da drži, potem izreče in se tega drži kot pijanec plota. Mislim, zdaj mu je kapnilo, da mogoče pa teh čez 20 ministrstev da preveč, zdaj bo pa prepolovil ali kaj bo zdaj zmanjšal. In on, ko to izreče, on ne zna sprejeti kritike, da je to zdaj pa tudi ni v redu za toliko zmanjšati, ampak ko on to izreče, njegov ta, ne vem, jaz sem mu nekje rekel tudi, da je egomanijak, v objemu te egomanije, on ne ozre svojih lastnih slepih peg, on ne ve, da brcne v temo, da ga ego spotika, da v objemu te hipersamozavesti on sam sebe ne kontrolira, on bi vselej, kadar kaj iz usti, moral neke svetovalce vprašati, ampak ti svetovalci morajo biti modreci, ne more biti svetovalec Vesna Vuković pa Damir Črnčec, ta dva sta ta glavna. Zdaj mislim, da je izgubil zaupanje Andreja Ribiča, pa izgubil je Sanjo Aljanović-Hovnik. Par teh desnih rok je izgubil in zdaj očitno zopet samo samega sebe posluša. On zaradi tega hiperega ne sme samega sebe poslušati. On mora vdihniti 10-krat, vprašati svetovalce, jaz bi pa tole, kaj vi mislite. On pa zaletavo ene stvari, ne vem, stopi pred kamero in suvereno odrecitira nekaj, kar mu povzroča, da že visi sam sebe obesi za tele testise. On je sam sebi največji sovražnik. Njegov ego mu je sovražnik. Namesto, da bi se konzultiral in to s pravimi ljudmi, mogoče tudi z Natašo Pirc Musar, mogoče tudi s Kučanom, ne.
On je sam sebi všeč in ne vem, edini svetovalec, ki mu latentno suflira ali pa infiltrira v sistem vrednot pa videnja, je Tina Gaber. Jaz sem to prvi, ki sem rekel, pa tudi ti si rekel, zaključi si en faktor z menoj, rekoč, kdo bi si mislil, da bomo morali zdaj pa spremljati Tino Gaber, kako se bo ona ravnala, kaj bo ona razmišljala, ker bo to determiniralo vladno politiko. Natančno to. Tina Gaber determinira vladno politiko skozi Goloba, in kdo drug, če ne hipomanična Tina, torej Urška Klakočar Zupančič, mu je to baje servirala. Toliko zamere. To zadevo jaz tako vidim, pa nimam prav veliko teh insajderskih informacij, katerih so pa drugi deležni. Jaz tega nimam. Jaz samo berem simptome, pa stavčne dikcije, pa kontekste. Pač razdajam se za državo, ker ni mi vseeno, da vse propada. Zdaj, to je ena izmed fotografij, ki jih je objavil predsednik vlade na Instagramu. Jaz mislim, da komentar absolutno ni potreben. Ampak vendarle, Roman, kje se lahko to vse konča? Lahko zdaj to še slaba 3 leta Golob vleče do rednih volitev, bo Gibanje Svoboda to zdržalo, bo strici iz ozadja to zdržali, konec koncev bomo mi, navadni državljani, to zdržali. Ne, v eni točki, ne vem, bo Golob moral reči, tega imam dovolj, Tina Gaber ga bo k temu spodbujala verjetno, to je pa too much. Mogoče se mi zdi, da bo Golob vztrajal toliko časa, da bo še tolo Urško Klakočar Zupančič nagnal, strici iz ozadja, po moje to čakajo, jo bo nagnal in potem se bo začela rekonstrukcija neke vlade. Jaz skozi govorim, da bo nek tehnični mandatar prišel, jaz ne vem, če celega protokola, ker on je zdaj na tej zadnji konferenci tiskovnik je pač povedal, on je takoj Janša upeljal, češ, ne bom odstopil Janša, pa kak Janša, pa koga zdaj Janša zanima? Verjetno volivce Svoboda. Misliš, da ni velika večina jih volila za Goloba, da ne bi bil Janša? Misliš, da to ne prime več? Ne more biti sovraštvo do Janše. V eni državi prioriteta, mi moramo vzpostaviti znosen sistem dobrega življenja za vse. Vladari morajo, to je naloga politike, dvigniti prijetnost življenja v tej naši državi Sloveniji, v tem polisu. V Stari Grčiji je država nastala, polis je nastal, zato so modreci skupaj vstopili, pa so rekli, dajmo se zmeniti, katerih zakonov se bomo držali, ustava, ta dokument nas bo nekako usmerjal, zato da bo bolj prijetno živeti. In to je naloga politike. Robert Golob je pa vstopil v politiko zato, da se maščuje Janši. To je absurd. On bi moral v politiko stopiti zato, da se prijetno življenja dvigne na višjo raven. In zdaj smo prišli do točke, ko je Gibanje Svoboda ali pa cela vlada implodirala, ker se je izkazalo, da ne samo Robert Golob, ampak tudi recimo Urška Klakočar Zupančič sta vstopila maščevalno v to politiko. Izrabljala državo zato, da sta si lajšala dušo. Zdaj moramo pa mi vzpostaviti takšno vlado, mogoče s tehničnim mandatarjem, ki bo pošlihtala stvari tako, da ne bo zdaj en anti-Janša sentiment ključen pri vzpostavljanju neke politične opcije. To prijetnost življenja se strinjam, Roman, ampak če pogledamo Golobova prijetnost življenja, saj po njegovem mnenju se je verjetno izboljšala, tako da on je zase ta cilj dosegel. Magister Roman Vodeb, najlepša hvala za tvoje komentarje v naši današnji oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kakšna je psihopatologija vladajočih, že 939. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali Taubi in Serpentinšek šov, iz koga se norca delata Golob in Šarec. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.